Kot je pojasnil krški župan, so dlje časa zaprt nadhod nad železniško progo sprva želeli zgolj prenoviti, a so ugotovili, da je njegova konstrukcija preveč dotrajana in nevarna, zato so se odločili za postavitev novega. Danes lahko rečem, da več kot eno leto po tistem, kar smo nadhod odstranili, ga končno prodajamo svojemu namenu. Gre pa za investicijo, ki je sicer začetna predvidevana, koliko naj bi veljala, je bistveno presegla, ampak ne glede na to, jaz mislim, čeprav smo za to namenili 183 000 evrov, bo kompleten projekt služil svojemu namenu, pravzaprav tistemu osnovnemu, kateremu je bil tudi nekoč zgrajen. To pa je prehodu pač delavcev, ki prihajajo z vlakom na delo v tovarno Vipap, ampak danes se je ta struktura precej spremenila in hodijo pravzaprav največ dijaki, ki obiskujejo srednjo šolo v Krškem, pridejo z vlakom in grejo potem varno preko železniške proge na drugo stran. Pri končni realizaciji projekta so intenzivno sodelovali tudi predstavniki Slovenskih železnic, ki so prevzeli inženiring izvedbe projekta. Vsekakor je investitor bila občina, ki je tudi odkupila propadajoč objekt in ga obnovila in pri tem zagotovila tudi sredstva. Glede na to, da gre za objekt, ki se nahaja neposredno na javni železniški infrastrukturi, za njega veljajo določeni predpisi in na Slovenskih železnicah, predvsem na infrastrukturi, smo se maksimalno potrudili, da so bili speljani vsi postopki in da se danes lahko ta objekt tudi uradno predaja v uporabo. Poleg tega pa bo ta objekt služil tudi kot neka osnova za park and ride, namreč nameravamo zgraditi tudi parkirišče ob železniški progi proti Brestanici, tako da bi lahko ljudje potem puščali svoja vozila na tem parkirišču in šli varno preko železnice potem in naprej šli z vlakom. Da bo tudi vožnja z vlakom postala prijaznejša, se v Krškem v naslednjih letih obeta tudi celovita prenova železniške postaje. Direkcija je že pričela z pripravo projektne dokumentacije, idejna rešitev za postajo Krško je že izdelana, tako kot idejna zasnova za postajo Sevnica. Postopki so začeti in v naslednjih letih bo postaja Krško dobila novo obliko z novo peronsko infrastrukturo, perone višine 550 mm, z novim podhodom, z dvigali, ki bojo omogočali dostop na vlak tudi gibalno omejenim osebam. Železniška postaja Krško bo tako primerljiva s postajami, kot so denimo Laško, Celje, Pesnica in Šentilj. Trenutno ni prostora za izgraditev otočnega perona, kot ga takšna postaja zahteva. Se pravi, potrebno bo rekonstruirati tirno sliko postaje Krško, izgraditi posamezne tire, zgraditi nove, zgraditi otočni peron z podhodom. Gre za naložbe v rangu 10 milijonov evrov.